Tokrat v občinskem informatorju. Sprejet proračun občine Ruše, razvojni proračun ali zgolj spisek želja. Slovenija sprašuje. Informativni dan na Univerzi Alma Mater Europeja. Volkovi ponovno v pohorskih gozdovih. Dan odprtih vrat rojstne hiše dr. Matije Murka na Drstelji. Rozina Topolovec in Branko Sever sta 100-krat darovala kri. V mariborskem pristanu ta vikend drugi krog kvalifikacij za pokal Challenger. Lepo pozdravljeni. Občinski svet občine Ruše je sprejel proračun za leto 2026, ki ga je županja označila za izrazito investicijskega in razvojno naravnanega, a svetniki so izrazili skrb, da gre zgolj za spisek želja in podvomili v realizacijo. No, podrobnosti pa v prispevku. Občinski svet občine Ruše je z 9 glasovi za in 6 proti sprejel proračun za leto 2026. Posebej me veseli, da bomo dokončali zdravstveno postajo v Rušah, da bomo začeli z izgradnjo prizidka k vrtcu in to me radosti, da smo zbrali toliko glasov svetnikov in svetnic in potrdili v drugem branju. Medtem pa pri drugih ni bilo tako. Nekateri so bili mnenja, da gre zgolj za spisek želja in da bi moral biti proračun zaključena resna celota, ki bo ljudem omogočila projekte, ki bodo izboljšali njihovo življenje v kraju. Ko smo pa že tu navajeni, pa vsako leto gledamo vedno bolj rekordne proračune, na koncu pa poraba pa vedno ostaja pri 9 milijonih in pol. To je pa žalostno, ker se ta denar, ki se projektira oziroma ki se v tem proračunu zaklene, zmanjka za druge pomembnejše stvari, kot so ceste, kot so projekti za mlade in podobno. In skrb glede realizacije je bila tista, ki so izpostavili tudi drugi. Pomisleki pa so bili tudi zaradi zadolževanja. Torej, proračun je zasnovan kot zelo ambiciozen. Zelo pomembna pa je potem sama realizacija, ki se bo na koncu izvedla. Tako da še vedno po eni strani bom rekel, da pozdravljam, da ciljamo zelo visoko, ampak rezultati v prejšnjih letih glede realizacije pa niso na tem nivoju. In kako se je na te očitke odzvala županja? Realizacijo imamo dobro, predvsem na področju investicij. Če pa so, bom rekla, kakšni drugi odhodki nekoliko nižji, pa pravzaprav nič hudega, kajti vemo, da se vsi borimo, da je torej čim manj, bom rekla, teh tekočih stroškov. Vztraja, da je proračun izredno investicijsko naravnan. Pred nami je črpanje kohezijskih sredstev za torej čiščenje in odvajanje odpadne vode za ta projekt, ki se pravzaprav vreče že čez 2 moja mandata. Potem počrpati imamo namen sredstva za naš nov vrtec v višini 1,3 milijona. Tudi to se vleče že zdaj kar nekaj let. Čakali smo torej na ta razpis, sredstva torej dobili in realizacija je pred nami. Sprejetje proračuna pa prinaša začetek del tudi na projektih, kjer ni sofinancerskih sredstev. Precej burno je bilo pri obravnavi poročila nadzornega odbora, kjer so padle ostre besede in očitki. Nezakonito ravnal glede dela nadzornega odbora gospod Anja. S tem, ko zaporedoma, brez vsake pristojnosti, zato ne priznava končnih poročil nadzornega odbora. Odzivno poročilo, ki ste ga dodali na končno poročilo nadzornega odbora, pa gradivo, ki zelo vse ne slava. Vse odzivno poročilo, da bi jaz končnega poročila. vam je povedal, da ne. Tudi lahko bi do konca, pa da ne. Ne, težko Več o tem pa v prihodnjih dneh, tako v občinskem informatorju, kot tudi na lokalec.si. Ali bo proračun dejansko pomenil razvojni preboj za Ruše, ali pa se bodo opozorila o nerealnih pričakovanjih izkazala za upravičena, bo pokazalo že prihodnje leto. Pred državnozborskimi volitvami pa nadaljujemo z vprašanje državljanov in državljank različnih profilov, ki jim odgovarjajo prvaki strank. Vprašanje zastavljajo kmet, turistični delavec, radovedni otroci in podjetnik, predstavnik športa, dijak, delavec v javni upravi in upokojenec. Vsak iz svoje perspektive, kot Slovenija sprašuje. No, danes vam predstavljamo odgovore Vladimirja Prebiliča iz stranke Prerod na vprašanja radovednega otroka, in sicer Edvarda Kaloha ter zdravstvenega delavca Kristjana Šmigoca. Gospod Prebelič, kaj pomeni prerod za državo? A to pomeni, da bomo še enkrat mogli vsi začeti hoditi v šolo?
No, lepo presenečenje, moram reči. In všeč mi je, da tako mladi ljudi skrbi, kako bo se Slovenija, in prav je tako. Namreč usoda, ki jo bomo spisali na volitvah, se bo predvsem nanašala na tiste, ki prihajajo za nami. Moj odgovor. Zdaj, seveda, hoditi v šolo ni tisto najslabše. Jaz sem sam hodil kar dolgo časa v šolo, še danes hodim v šolo učiti, tako da s šolo ni nič narobe. Si bi pa želel dve stvari, ko se pogovarjamo o šoli. Prva je ta, da ocenjujemo, da je prišel čas, da lahko govorimo o tako imenovani res brezplačni šoli. Mislim, da smo dovolj bogati, da lahko omogočimo otrokom in staršem brezplačno obiskovanje šole. To pomeni tudi to udeležbo na izmenjavah oziroma na raznih aktivnostih, ki šole pripravljajo, tudi na področju obiskovanja kulturnih hramov in podobno. Skratka, vse to si želimo, da bi bilo bolj dostopno, in to bi bilo prav, da zagotovimo s strani države. Druga stvar, ki se mi zdi pa še bolj pomembna, pa je bolj vsebinskega značaja, in to je, da si želimo, da bi učiteljice in učitelji, profesorice in profesori postali bistveno bolj avtonomni, torej da bi lahko izvajali svoj poklic in poslanstvo tako, kot se to spodobi, torej da jim bomo več zaupali, da bodo imeli nazaj določeno stopnjo avtoritete, in na drugi strani, da bomo prenovili učne programe. Namreč premnogokrat se zdi, da se mladi izobražujejo predvsem v smislu pridobivanja čim več teoretičnega in sicer faktičnega znanja, torej govorim o raznih podatkih, to danes več ni potrebno. Danes imamo moderne pripomočke na tem področju, od umetne inteligence do ChatGPT-ja, in jaz mislim, da je predvsem tisto, kar moramo mlade danes učiti, kako se znajti v tem zapletenem svetu, torej jih opismeniti na področju medosebnih odnosov, podjetništva, na nekem področju tudi digitalne pismenosti, pa tudi ne pozabiti na samo komponento varnosti. Torej, sam se zavzemam, da bi bilo manj teoretičnih znanj in bistveno več praktičnih znanj, ki jih mladi vse bolj potrebujejo za življenje v tem zelo zahtevnem svetu. Zakaj bi vam ljudje zaupali prihodnost, če so že večkrat nasedli besedam, kot jih govorite vi? Popolnoma razumem vaše stališče. Res je, velikokrat so bile, pa tudi sam, saj sem tudi sam volivec v Sloveniji, nekako pretentanje, se pravi, obljubljeno je bilo nekaj narejeno, pa potem to ni bilo. Sam osebno bom zato obljubljal manj in obljubljal oziroma predstavljal tisto, kar bom tudi storil. Zdaj, razumem seveda, da danes vam tega ne moram dati, ker še nisem na tej funkciji, da bi lahko to, kar govorim, tudi izvajal. Vas pa vabim, da preverite moje delovanje do sedaj. Namreč, jaz sem 14 let opravljal funkcijo župana in to sem opravljal zagnano in tudi trdim zelo odgovorno. Kar sem obljubil, sem praviloma tudi storil, razen če iz objektivnih razlogov ničesar ni bilo mogoče storiti. Torej, trdim, da vstopamo zelo verodostojno v ta prostor in da bomo naredili vse, da bomo življenje v Sloveniji izboljšali. Zato lahko vzvodoma povem, glas za stranko Prerod, stranko Vladimirja Prebiliča, vam bo zagotovil 3 pomembne stvari. Prvič, opravili bomo s korupcijo, ki je največja rak rana naše države. Drugič, zvišali bomo plače na način, da bomo delo razbremenili in da bo ljudem, ki trdo delajo v Sloveniji, ostalo v denarnicah več. In tretjič, odstopili bomo od tako imenovane varnostne histerije, kjer se obljubljajo nenormalni veliki obrambni izdatki za nakup orožja. Tega ne potrebujemo. Slovenija potrebuje najprej stabilno in trdno gospodarstvo. Šele potem se bomo pogovarjali o drugih vsebinah. Podrobnosti si lahko v prihodnjih dneh ogledate na portalu lokalec.si. Na Univerzi Alma Mater Europeja pa se odvijajo informativni dnevi, tako kot tudi drugje po državi na drugih univerzah. Mi smo se odpravili tja, kjer so bodoči dijaki in bodoči študenti lahko pobliže spoznali njihove študijske programe, predavatelje in študente, izvedeli vse o vpisih
ciljih in pogojih ter dobili odgovore na vprašanja o študiju in študentskem življenju na Alma Mater Europeja. No, kako je bilo, kaj se jih je zanimalo, pa v prispevku. Na Univerzi Alma Mater Europeja imajo te dni informativne dneve, na katerih lahko bodoči študenti izvedo več o programih in smerih na tej univerzi. Namen današnjega informativnega dneva je, da bodočim študentom podamo vse možne informacije, da potem vidijo, v čem je razlika med našo univerzo, našimi fakultetnimi programi in drugimi, na katerih področjih smo boljši, in da tudi vidijo specifike določenih programov. Zdaj nekako naš glavni princip delovanja, razvijanja na akademskem področju, raziskovalnem, projektnem je to, da razvijamo in izvajamo študijske programe, ki so zaposljivi. Njihov cilj je namreč, da po uspešno zaključenem študiju študenti takoj najdejo zaposlitev. Tako imajo okrog 30 dodiplomskih in podiplomskih programov. Najbolj aktualni so ravno tisti, ki so najbolj zaposljivi, to je fizioterapija, zdravstvena nega. Zdravstvena nega je tudi deloma sofinancirana, brezplačna, število mest je omejeno, tako da tukaj spodbujamo študente, da se čim bolj vpišejo. Potem še izredno aktualen, zanimiv študij in študij prihodnosti, socialna gerontologija, torej aktivno, kakovostno preživljanje zorenja, staranja. Tako smo tudi v petek dopoldan na prvem delu informativnih dni ujeli prav bodoče študentke in študente, ki želijo študirati prav za aktualne poklice. Zanima me smer fizioterapije. Rada bi ostala v Mariboru in to je edina fizioterapija študij v Mariboru. Zaradi tega sem se odločila, da bom prišla danes sem tudi. En razlog je tudi to, zaposlitev, drugi razlog pa je, ker zanima me tudi nekako sociologija, pa tudi nekako zdravstvo. In poleg splošne medicine pa dentalne medicine sem razmišljala tudi o študiju fizioterapije. Zdravstvena nega. Zakaj pa? Zato, ker bi pač rada šla za diplomirano sestro, sem zdaj že na srednji zdravstveni šoli, pa me pač ta smer zanima. Tako da ostanete potem na nek način v tistem poklicu, v katerem ste že Ja, me to zanima. Kaj vas pa je recimo toliko pritegnilo, da greste sem, ne pa na katero drugo fakulteto univerzo? Ja, ne vem, tudi to, ker kako pouk poteka, da je popoldne, da je več v bistvu časa, pa tudi predmetnik. Fizioterapija. Zakaj fizioterapija? Ker atletiko treniram, pa se mi zdi, da potem tudi, ko ne bom več mogel trenirati, da me boš nekako povezovalo z športom, pa tudi veseli me fizioterapija. Se pravi, kar pomeni, da ostanete potem povezani v športu še naprej lahko, ne? Ja, ja. Zakaj pa ravno tukaj na Almi? Ker je v Mariboru edini program fizioterapija v Mariboru na Almi Mater. Fizioterapija me zanima. Ja, po sestrenih stopinjah grem, ona je tudi fizioterapeut, pa dosti se ukvarjam športom, pa fitnessu in me zanima taka smer. Ja, zato. Zakaj vam tukaj, ne? Ja, Mariboru mi je najbližje, pa ne bi šla od Ljubljana. Kristovič pa je naštel še druge zanimive programe študija na tej univerzi. Potem management poslovnih sistemov, izredno zanimiv, izredno aktualen tudi spletne informacijske tehnologije, ki je ravno zdaj v fazi prenove in se nekako preusmerja v smeri uporabne umetne inteligence. Umetna inteligenca je spremenila svet, stroko, način poučevanja, tako da tudi tukaj smo izredno aktualni. In naša velika prednost je, da se zelo hitro, smo zelo dinamični in se zelo hitro prilagajamo zadnjim znanstvenim strokovnim trendom in tudi trendom izobraževanja in potreb trga dela. Sam tako meni, da so na pravi poti, saj je Univerza Alma Mater Europeja vpeta v mednarodni prostor, kjer ravno tako spremljajo dogajanje. Na Pohorju so se po več kot 60 letih znova pojavili volkovi. Njihova vrnitev pa med prebivalci odpira številna vprašanja. Prav tej temi je bilo namenjeno predavanje, ki se je odvilo v dvorani Kulturnega doma Jožeta Petruna v Lovrencu na Pohorju. V Lovrencu na Pohorju se je odvijalo predavanje o vrnitvi volkov na Pohorje po več desetletjih. Dogodka se je udeležilo veliko ljudi, ki so nam povedali, zakaj so se predavanja udeležili. Glede na je, da je volk nova vrsta na Pohorju, po par stoletjih se spet vrača, smo dejansko se odločili, da vidimo, kaj ima novega za Zavod za gozdove zapovedati, ne. Dejansko je to, bi rekel nam, Pohorcem, nekje malo nova zadeva, pa treba se seznaniti z novitetami, pa obnoviti znanje, kaj se tiče volka samega, ne. Jaz sem ljubiteljica pohodov v pogozdu, imam taki teren, da dosti lahko grem po gozdu, ampak zdaj, ko sem pa slišala, da so razne te divje živali, me je pa strah, pa bi malo slišala,
kakšno je stanje in kako se lahko zaščitiš, če do česa pride. Povprašali smo jih, kaj jih je najbolj zanimalo. Sobivanje z volkom ni enako kot s ostalo divjadjo, spada v rod velikih zveri in dejansko je to nekaj novega tudi za vse nas. Kako zaščititi prvič živali, če jih imamo doma? In potem, če tudi pride do srečanja, kako se obnašati. Volkovi trenutno niso povsod, temveč le na določenih delih Pohorja. Volkovi se trenutno pojavljajo na zgornjem delu Pohorja, se pravi pokrivajo vrhnji del Pohorja. Volk za človeka ne predstavlja nevarnosti. Volka smo zelo dolgo preganjali in se človeka v splošnem boji in se mu skrije. Ne? Se pa zgodi, da tudi posamezni osebki ta strah začnejo zgubljati in pomembno je, da razumemo, da volk v splošnem človeku ni nevaren in da je tudi pomembno nekako aktivno upravljati s to vrsto. Se pravi, če posamezni osebki nekako ta strah zgubijo, jih je potrebno tudi odstraniti. Srečanje z volkom sicer ni izključeno, zato so želeli obiskovalce nanj tudi ustrezno pripraviti. Stalno prisotnostjo, potrjeno stalno prisotnostjo, predvsem z rastjo tropa, je za pričakovati slej ko prej določeno interakcijo z ljudmi in predno do te interakcije pride, je v bistvu naš namen, da predvsem nagovorimo lokalno prebivalstvo. Predavanje je bilo namenjeno različni populaciji. Primarno, prednostno, predvsem rejce, to so tista skupina prebivalcev, ki jih najmočneje prisotnost pa sobivanje z volkom tiče, potem tudi lovce, lokalno skupnost, odločevalce v lokalni skupnosti. Predvsem želimo v bistvu osvetliti vse racionalne skrbi, ki so povezane s sobivanjem, pa tudi iracionalne. Povezovanje vrste in biologije volka je bistveno, obiskovalcem pa so predstavili dve zelo pomembni informaciji. Prva se tiče preventive, na kak način se lahko varujemo pred morebitnimi incidenti oziroma da ne bi prihajalo do škodnih primerov, potem pa tudi na področju kurative, kaj pa v primeru, ko pa se zgodi incident oziroma škodni primer, na kak način se obrniti, kako uveljavljati škodo. Obiskovalcem so predstavili še druge ključne vsebine. Želimo tudi seznaniti v bistvu z izkušnjami lovcev in pa tudi rejcev živali iz območja, ki pa že živijo in že dlje časa obratujejo tam, kjer so volkovi stalno prisotni. Na tak način želimo čim bolj celostno v bistvu podati informacijo o sobivanju z volkovi. Volk je uvrščen med zaščitene vrste. Volk je strogo zavarovana vrsta in poseganje v to populacijo je zmožno zgolj izjemoma. Po drugi svetovni vojni je bil v Sloveniji skoraj iztrebljen zaradi sistematičnega preganjanja. Ohranil se je zgolj na območju Notranjske in Kočevske, predvsem zaradi povezave z ostalimi dinaridi, ker so bili tam najbolj ohranjeni gozdovi. Potem je bil pa volk najprej strani lovcev zavarovan, nato strani še države in se je razširil. In nekako nam volk kaže na neko dobro ohranjeno naravo, kjer procesi naravno potekajo. V sklopu predavanja so obiskovalci prejeli najpomembnejše informacije o volkovih ter napotke, kako se z njim varno in pravilno soočiti. Obiskali pa smo domačijo dr. Matije Murka na Drsteli. Na domačiji so uredili etnografski muzej, ki ponuja vpogled v življenje in delo enega najpomembnejših slovenskih slavistov in etnografov ter bogato etnološko dediščino tega prostora. Poglejmo. Za etnografski muzej na domačiji velikega jezikoslovca Matije Murka na Drsteli skrbi Janez Ivan Žumer, ki pravi, da je večino predmetov našel kot ostanke na Murkovi domačiji. Del dragocene dediščine pa so prispevali še danes živeči potomci Matije Murka. Z njegovega časa je par stvari še ostalo, kaj bi rekel, ta miza se še ne jedla notri. Pa štedilnik je tudi še iz teh časov. Predilne stroje vidite, ne? Tudi to je z njegovega časa. Tudi vidite ničke, ko so nekoč ženske kruh mesle notri. In vso lončarsko posodo, iz katere so kuhali takrat. Takrat druge posode ni bilo, samo lončarske, pa v peči se vse kuha. Takšno je pač bilo življenje na podeželju. Razstavljeni so še sklednik, šivalni stroj, likalnik in še nekaj drugih predmetov iz časa Matije Murka. Tudi slike te od rojstne hiše njegove, to so pa originalne portrete. Na ene slike vidite studenec,
leseni studenec, ki še obstaja iz njegovega časa. Samo je danes v drugi obliki. Danes pa več nima piramidaste strehe, ker mi nismo dobili več ne slame, ne mojstrov, ki bi to pokrivali, pa smo mogli se na drug način pomagati, ker smo studenec ohranili pa pokrili, na drug način je druga streha, pa druga kritina danes. Drugače pa studenec še zmeraj tu stoji, je pa 18 metrov globok. Še danes je voda not. Pa še nekaj stvari je tudi takih, ki so jih dali Murkovi sorodniki. Ogledalo še tudi od njegovega časa, to se še ne jedlo not, da se je bril, ne. Te drugi ogledali niso poznali, pa dobeni brivni aparat, to so se samo z britvami brili takrat, in tisti predmet, kaj ga vidite, s tem so britvo brusli. Ročka, vidite, kaj bi vam rekel, tam gore vidite tudi tisto kovinsko zadevo. To je sicer prišlo dol iz Nemčije, to pa ni slovensko, iz mesta Düsseldorfa, ki mi je neki sorodnik prinesel in je to neki on kupil kot kulturna dediščina nekaj. In kaj so v to devali, takrat, ki ni bilo hladilnikov. Tu so not meso spakirali, pa ga zemljo pokopali, takrat hladilnikov ni bilo, ker so ohranili meso, na podeželju se gre. Ohranjenih pa je tudi nekaj predmetov, ki so jih imeli za delo na polju ali pa stvari, ki so jih tja nosili. To je pa stvar, ki so se takrat ljudje na polje nosili vino, pa jabolčnik, pa vodo. Lesen je pa bil iz tega razloga, zato ker se ni segrelo notre, ne? Pa če dol padlo, se ni zlamalo. Zato je leseno. In to pravilne besede jaz ne poznam slovenske, da to mogoče obstoja, mogoče ne. Tu pa po domačem, bolj po avstrijsko to odmeva, ne? Reče Pütrich, te stvari. Ob dnevih odprtih vrat je prišlo več obiskovalcev, sicer pa si lahko domačijo dr. Matije Murka in etnografski muzej ogledajo obiskovalci tudi čez leto. Če koga zanimlja, pa bi se rad to ogledal, muzej je odprt, pa vsak se lahko javi, preko SMS sporočila odgovarjam vsak. Ker telefona res zdrav ne nosim, SMS sporočila pa prečitam po 3-krat na dan in odgovorim na vsako sporočilo, odgovorim. Tako, če pride, vsak je dobrodošli. Lahko pride, me veseli, če bo prišel. Janez Ivan Žumer se je priženil v družino, ki je pred leti kupila to hišo, tako da ne on, ne njegova žena nista sorodnika Murka, a sta vseeno s ponosom in veseljem uredila muzej na Drstelji, ki je večen spomin na čase, ko je tam bil veliki jezikoslovec Matija Murko. Na Centru za transfuzijsko medicino UKC Maribor pa sta v istem dnevu kar 2 krvodajalca svojo kri darovala že 100-tič. To sta bila Rozina Topolovec iz Cerkvenjaka in Branko Sever iz Zgornje Kungote. Rozina Topolovec iz Cerkvenjaka je 100-krat darovala kri. Na začetku jo je krvodajalstvo motiviralo to, da sta oba starša bila krvodajalca. Poudarila je, da sama to dela zaradi dobrodelnosti, ne pa da bi s tem kaj zaslužila. In da je bilo nekoč drugače. Se še zdaj tudi je dela postan, ampak odvisno od delodajalca, kje si zaposlen, tudi to je. Kanalske pa še vedno mer obstajajo. To pa je standard. Meni, da bi lahko krvodajalci dobili ugodnosti, stavi namreč na družabnost, ki prav tako povezuje krvodajalce in skupnost. Smo imeli ugodnost, 2 dni smo bili doma, plus tega pa smo še dobili darilo, ne, takrat. Ampak to je bila mi lepa ugodnost, ne. Potem pa se to stalno manjša. Kaj bi si vi želeli, recimo? Kakšne ugodnosti, da bi se zdaj za vas ne več, ampak za... Ja, za druge, da bi se vsaj malo neka ugodnost poskrbela, ali pa mogoče kakšni, tudi ko večkrat darujejo kri, da bi vsaj neka organizacija bila, da bi jih vsaj nekam popeljali na enodnevni izlet, ne? Vsaj to bi, ali pa bi si rekli, gledajte, mogoče se dobimo, pa gremo na eno vredi kosilo. Branko Sever iz Zgornje Kungote pa je prav tako 100-krat daroval kri in pravi, da se je v mnogih letih veliko spremenilo. Prostori, vse. Prej smo sedeli, ko smo devali kri. Zdaj ležim. Kaj ste se pravzaprav odločili za krvodajalstvo in zakaj ste potem pri vztrajali? Kaj sem? Pač, odločil sem se za to. Je bilo to nekaj samoumevnega mogoče, ali kaj je? Tak nekaj čisto običajnega, ne vidite nekaj posebnega? Pač pomagaš ljudem,
On je edini krvodajalec v družini in bo še naprej daroval kri, tako dolgo, kot bo šlo. Vodja procesa zbiranja krvi v Centru za transfuzijsko dejavnost UKC Maribor pa je dejala, da se je vitezov krvodajalstva nabralo že kar nekaj. Mogoče nam je najbolj zadovoljil podatek o 100-kratnicah krvi, ki so seveda redkejše kot 100-kratniki. In sicer danes je gospa Rozina Topolovec že kar 6. vitezinja pri nas, kar nas veseli. Na centru pa jih sicer veseli, da se število mlajših krvodajalcev počasi viša, tako namreč kažejo analize zadnjih let. Od danes pa vse tja do nedelje, 15. februarja, pa v Mariborskem Pristanu poteka drugi krog kvalifikacij za pokal Challenger, na katerem se bo mariborski AVK Branik Maribor potegoval za napredovanje med prvih 8. No, več o izzivih in kako so pripravljeni na drugi krog so nam povedali trener in 2 igralca. Poglejmo. Ta vikend vse od petka do nedelja je v Mariborskem Pristanu drugi krog kvalifikacij za pokal Challenger. Mariborski vaterpolisti pa so se nanj dobro pripravili. Za ekipo smo pripravljeni tako, kot moramo biti, da napredujemo. Zdaj bomo pa videli, kak so nasprotniki in to treba pokazati v bazenu, pa bomo videli. Kdo so nasprotniki, je znano? Nasprotniki so znani, tako prvo tekmo imamo z Banja Luko, drugo tekmo pa San Đeljan z Malte. Mariborska ekipa je zdaj tudi okrepljena, imajo namreč 3 igralce s Kranja. Aljaž Tropan, Aleksander Cerar pa Aleksander Pavnoč. Kar nekaj nasprotnikov pa ekipa pozna že odprej. Banja Luko poznamo odprej, San Đeljan poznajo fantje bolj iz reprezentančnega vidika, ker so isto ti igralci igrajo za reprezentance, tako kot so naši. Pa možda smo imeli tudi par totih, ko so igrali Challenger tekem odgledati, tako da jih kar poznamo, zdaj bomo pa videli. Na drugi krog kvalifikacij so se dobro pripravili, kot za vsako drugo tekmo. S tem mogoče, da že nekaj več časa se z glavo pripravljamo na tak dogodek, vemo, da to ni ravno kot se pravi tekma državnega prvenstva, vemo, da gre za evropsko tekmovanje in je tu morda malo bolj potrebna prisotnost glave oziroma tako, ja. Drugače pa priprave podobno kot za vse, mogoče si malo več pogledamo nasprotnika, video analize pa to naredimo zato, ker ne poznamo tako dobro, tako da je dobro videti, kaj igrajo, kaj lahko pričakujemo. V prvem krogu so bili že uspešni, premagali so obe ekipi. Vsekakor so že navijači bili vajeni nekih zmag, tako da upam, da bo dosti navijačev, dobra atmosfera in pa vsekakor je tako atmosfera pol dobro igrati, mislim, je neka dodana vrednost, tam neko dodano energijo da, tako da, ja. Pomagajo navijači, oziroma jedinstvo, ne? Ja, vsekakor pomagajo navijači, da ko je gol, se vse odmeva v bazenu in pa ti da neko dodano vrednost, ja mislim neko moč. Tako da ta vikend vabijo v Pristan, kjer se bodo optimistično v domači vodi spopadli s svojimi nasprotniki. Toliko v oddaji Občinski informator, no poglejmo pa še, kako pester bo ta pustni konec tedna. V nedeljo 15. februarja si lahko med 9. in 11. uro ogledate ligo z zračno puško. Gre za tekmovanje posameznikov z zračno puško na strelišču v športnem parku Majšperk. Predhodne prijave ni potrebno, no končni rezultat pa se šteje za rezultat 3 najboljših tekem med 15.3.2026 in 15.2.2026. No, še predtem pa je seveda pustna sobota, ta sledi jutri. Seveda veliko bo rajanja in pravih pustnih povork in sicer začnejo že v Vuzenici s pričetkom ob 10.30, na Muti in v Kungoti ob 10. prav tako bo tudi v Lenartu ter v Poljčanah ob 12. pa začnejo pustne maske s svojim zbiranjem v Dupleku, kjer bo povorka ob 13. uri, prav tako tudi v Hotini vasi. Tudi ob 13. bodo svoje pustne maske prestavili na povorki v Majšperku. Vse te se zbirajo tudi v Selnici ob Dravi, prav tako z začetkom ob 13. no ob 14. uri pa v Lovrencu na Pohorju. No, na Ptuju pa bo ob tem potekala Lions obarjada in pustni korzo ter ostalo dogajanje v okviru 66. kurentovanja na Ptuju. Seveda ostanite v naši družbi še naprej, tudi v nedeljo 15. februarja,
ko vam bomo v živo ob 13. uri posredovali na vaše male zaslone mednarodno karnevalsko povorko. Vsi tisti, ki ne boste imeli časa, da si jo gledate v živo, jo lahko torej spremljate na naših kanalih, tako na Facebooku, kakor tudi na BKTV. Toliko z moje strani, imejte lep preostanek tega večera in tudi pustnega tedna in nasvidenje.